Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, na pragu poletja, ko je občina Krško ravnokar zaključila praznovanje svojega občinskega praznika in ga seveda obeležila številnimi zanimivimi prireditvami, ki jih je pripravila v sodelovanju s številnimi društvi, gostimo v naši sredi najprostovoljca v kategoriji nad 30 let, kateri je postal sredi maja, Sandi Lekše. Lepo pozdravljen. Živijo, pozdravljeni. Katera vsa področja zajemajo tvoje prostovoljno delo? Vem, da si pri gasilcih, da so področja, ki te zanimajo, povezana z reševanjem ljudi, reševanjem premoženja, pomočjo v stiski. Kaj vse zajema tvoje delo na področju prostovoljstva? Tega je kar nekaj, se je nabralo skozi leta. V nekem določenem obdobju v svojem življenju sem bil član 17 organizacij. Danes ni več temu tako, sem bolj zožil svoje področje in zaščita in reševanje je definitivno ena glavnih, se pravi, sem član prostovoljnega gasilskega društva Veliki Kamen, kjer delujem kot operativni gasilec in pa blagajnik. V Gasilski zvezi Krško sem od letošnjega leta naprej aktiven kot tajnik zveze, hkrati tudi tajnik sveta regije gasilskih zvez Posavja. Tako da gasilstvo je definitivno eno prvih. V lanskem letu sem si, bi temu rekel, naložil breme vodenja kulturnega društva Anton Aškerc v Koprivnici. V zadnjem obdobju sem se aktiviral na področju zopet zaščite in reševanja, ampak v smeri šolam se za vodnika reševalnega psa pri kinološkem društvu Izar iz Brežic. To je nekje, ne vem, kakšno leto pa pol še treninga pred mano, da bomo lahko z mojim psom rekla, ok, zdaj smo pa položila vse potrebne izpite. Precej zahtevni treningi so. Je pa še kup drugih področji, kjer se angažiram znotraj organizacij, kjer sem aktiven, se pravi na različnih projektih, od mladinske točke, Koprivniške noči, preventivne akcije, kdo te bo peljal nocoj domov in še bi lahko našteval. Eno izmed pomembnih prelomnic, kar se tiče tvojega delovanja v sistemu zaščite in reševanja, je tudi na področju bolničarstva oziroma v povezavi z zdravstveno dejavnostjo. Namreč v prostovoljnem gasilskem društvu Veliki Kamen ste bili tisti, ki ste prebili led in ste opravili tečaj oziroma specializacijo za prve posredovalce, kar pomeni, da nekako skoraj vzporedno ali enakovredno lahko stopate v primeru zdravstvenih nevšečnosti, ko so dejansko sekunde odločilne, ob bok zdravnikom in reševalnim ekipom nujne medicinske pomoči. Ja, v bistvu ravno ob bok jim ne moramo stopiti, ker nimamo takšne bere strokovnega znanja, kot imajo to oni. Lahko pa bistveno pripomoremo k tistim ljudem, ki našo pomoč potrebujejo, predvsem na območjih, ki so od nujnih, urgentnih služb bolj oddaljena, namreč predvsem recimo v nekem primeru nenadnega srčnega zastoja, kjer šteje vsaka minuta in je iz minute v minuto možnost preživetja za ponesrečenca 10% manjša, je na nekem območju, ne vem, krajevne skupnosti Koprivnica zelo pomembno, da imamo usposobljene ljudi, ki lahko pomagajo prej kot v 10 minutah, ker namreč vemo, da ne vem, nujna medicinska pomoč, ne glede na to, iz katere smeri pride, potrebuje več kot 10, tudi več kot 15 minut. Kako je pa sploh prišlo do tega, da je ideja o opravljanju te specializacije prvih posredovalcev padla na plodna tla? V našem gasilskem društvu v bistvu že kar nekaj let, bom rekel, spremljamo to področje. Že leta 2007 smo se pridružili Valu 202 v njihovi vseslovenski akciji Sekunde rešujejo, pa smo organizirali tečaje usposabljanja, kjer smo krajane izobraževali o temeljnih postopkih oživljanja, se učili, kaj to je, spoznavali defibrilator. Na kar je leta 2015 v okviru Koprivniške noči bila zelo uspešna dobrodelna akcija, kjer smo zbirali sredstva za nakup takrat prvega dostopnega defibrilatorja v občini Krško.
In potem se to razvija. V lanskem letu je pa pobudo za prve posredovalce dal Zdravstveni dom Krško. Udeležili smo se enega srečanja na občini, kjer so predstavili program, in v našem društvu se je pokazal kar velik interes, da bi pa se določeni člani izobraževali v tej smeri, tako da smo se novembra prijavili na to izobraževanje, in prvih 10 članov, ki se je tega izobraževanja udeležilo, smo tudi v bistvu uspešno zaključili izobraževanje, pridobili licence za prve posredovalce. Sedaj pa v bistvu čakamo, da pristojne službe uredijo še pravne zadeve. To je pa predvsem področje aktivacije nas prvih posredovalcev. In v bistvu sem kar vesel, ker se ravno v tem trenutku dogajajo neki bistveni premiki, kjer kaže, da bi to lahko bilo rešeno že znotraj letošnjega leta. Ko si omenil ravno to rešitev, kar se tiče aktivacije, poteka mogoče na podoben način, kadar gre za nek nujen zdravstveni primer, da ste tudi prvi posredovalci aktivirani na podoben način kot gasilci, preko pozivnikov, preko sporočila ali klica na mobilni telefon? Ja, v bistvu proži nas Center za zaščito in reševanje. Težava, ki je nastopila, je v tem, da prvi posredovalci sodijo pod Ministrstvo za zdravje, dočim gasilci sodimo pod pristojnost Ministrstva za obrambo. In zdaj, preden se na državi določene stvari premaknejo, lahko traja kar nekaj časa. Imamo primere dobre prakse po različnih koncih Slovenije in sedaj v bistvu se oziramo v to smer tistih občin, ki so to že uredile in so uredile v bistvu še preden je država to uspela, in zdaj skušamo na podoben način to področje urediti tudi mi. Je pa res, da za takšno stvar je potrebna dobra volja večjih akterjev. Sklepajo se večpartitne pogodbe, kjer je tudi 4, 5 in več partnerjev, podpisnikov te pogodbe. Tako da ta usklajevanja so zahtevna, zato pač potrebuje svoj čas. Kolikor pa slišim, dobra volja je, in vidim, pozitivno gledam v tej smeri, da se bo to tudi realiziralo letos. Se pa je morda že zgodilo v času, odkar ste pridobili nazive prvih posredovalcev, da je bilo potrebno dejansko z vašega vidika komu priskočiti na pomoč? Ja, če bi gledal, primeri so bili, kjer bi lahko posredovali, pa v tem času pač nismo mogli. Ker če nas ne proži Center za zaščito in reševanje, mi ne smemo posredovati, ker pač nimaš ustreznih kritij za sabo. Druga je, če bi nas ljudje sami od sebe poklicali. Ampak dejstvo pa je, da ljudje ne vejo, kdo vse je prvi posredovalec, ne. Ste pa to vsi iz vašega prostovoljnega gasilskega društva, ki ste opravili to prvo izobraževanje? Ja, nekaj prostovoljcev se je posebej za ta namen z lanskim letom vpisalo v naše društvo, samo zaradi tega, da so potem se vklopili še zraven k temu projektu. Motivacija za to, da so postali gasilci, jim je bila možnost, da se izobrazijo na področju zdravstva. Prvih posredovalcev, ja. In tudi odkar smo mi naredili te licence kot prvi v občini Krško, slišim, da se sedaj upogumljajo nova društva, in vem, da blizu nas je prostovoljno gasilsko društvo Stranje. Če se ne motim, so v Dolenji vasi naredili premike naprej v tej smeri, pa tudi v sosednji občini, mislim, da je PGD Prekopa, in še nekaj društev, mislim, da se pripravlja na to, da te licence naredijo. Tako da interes kar je, no. In mislim, da ko bo sistem v polnosti zaživel, bodo ljudje hitro videli, kaj pomeni hiter odziv v takih primerih. Seveda je pa tudi drug vidik, da vsi mi, ki te licence imamo, bom rekel, je tudi večja možnost, da se znajdemo na nekem mestu, kjer je naša pomoč potrebna in jo lahko nudimo, če nas kdo aktivira ali pa ne, samo z svojim pridobljenim znanjem.
Pa če ostaneva še malo pri gasilstvu in pri pomoči drugim, si član tudi Gasilske zveze Krško, avtomatsko tudi kot član prostovoljnega gasilskega društva Veliki Kamen. V Gasilski zvezi Krško opravljaš vlogo tajnika tudi na nivoju sveta regije. Si pa tudi član komisije za opremljanje in za tehniko. Delal si verjetno tudi že z mladino, če ne drugače, na področju lastnega matičnega društva. Katere so bile tiste naloge v gasilstvu, ki so tebe najbolj pritegnile, kjer si najbolj prepoznal, da lahko nekaj dobrega daš drugim? Zdaj, kar se tiče Gasilske zveze, to delo šele spoznavam. Letošnje leto je bilo kongresno leto, volitev, ja, kjer so se vodstva zvez formirala na novo. Vsakih 5 let se to zgodi. Letos mi je bila pač zaupana naloga tajnika, tako da delo zvez ali pa regijskega sveta šele spoznavam. Moja motivacija je bila predvsem v tem, da opažam veliko možnosti za razvoj gasilstva na področju občine Krško in želim in za svojimi idejami in za svojimi delom, akcijami prispevati, bom rekel, k dobrobitu vseh 23 gasilskih društev, ki je znotraj občine Krško vključeno v Gasilsko zvezo. Imam predvsem pa črpam pa vse skupaj iz izkušenj, ki jih imam pa iz domačega društva. Sicer področje mladine je nekaj, kar me je spremljalo predvsem v mojih srednješolskih letih, ko sem bil mentor mladine. Iz tega potem je sledil projekt Mladinske točke Veliki Kamen, ki je bila en tak pionirski projekt dela z mladino, zopet v kraju, ki je precej oddaljen od mestnih središč in recimo mladina v takih krajih nima toliko možnosti za udejstvovanje v nekih projektih, kot bi recimo mladina v mestnih središčih. Tako da poskušam neke primere dobrih praks prenašati zdaj še kam drugam, pa poskušati kakšno pozitivno stvar prispevati še na kakšnem drugem področju. Ko si omenil Mladinsko točko Veliki Kamen, ta je nastala v sodelovanju z vašim prostovoljnim gasilskim društvom in pa z Mladinskim centrom Krško. Dejansko je to prva mladinska točka, ki je nastala v občini Krško, sledile so ji potem še druge. Je bilo težko ljudi, investitorje, v bistvu vse, ki so bili podporniki tega projekta, prepričati v to, da je tudi na ruralnem področju, kjer je mogoče manj možnosti, kot si že omenil, za udejstvovanje, da jim je vseeno vredno in pa da je pošteno, da se jim ponudi neke kvalitetne vsebine za dobro preživljanje prostega časa. So bili tudi krajani temu naklonjeni, vsi deležniki, ki so pri tem sodelovali. Je šlo to tako, bomo rekli, enostavno ali so se pojavljale tudi kakšne ovire, glede na to, da je bil tudi to pionirski projekt? Zmeraj, kadar prideš s kakim projektom, ki vključuje mlade, je pri starejših se pojavi en kup vprašanj, ne. Bistveno za uspeh tega je bilo, da smo nekako se držali tistih obljub, ki smo jih dali tem starejšim. In ko so predvsem starejši člani v gasilskem društvu videli, da se teh stvari držimo, je zaupanje raslo in tudi podpora projektu. Vsekakor prepoznali so potrebo in jo kot tako načelno podprli že od vsega začetka. Se pravi, tako v matičnem gasilskem društvu na Velikem Kamnu, kot tudi v Mladinskem centru Krško, kjer so prepoznali, da recimo mladina v ruralnem okolju nima takšnih možnosti, ne vem, obiskovanja programov v Mladinskem centru Krško. In eno z drugim, podpora tukaj, podpora tam, je v bistvu dalo ta zagon. Je pa res, da na začetku, bom rekel, tista zagonska sredstva smo si mladi takrat zbrali sami z lastnimi projekti. Konkretno v tem primeru smo se z lokalno komunalno družbo dogovorili, da bi zbirali star papir po celotni občini Krško. Mi smo pripravili en projekt, ki so ga oni podprli, nam ga tudi pomagali realizirati.
in v tistem tednu, ko se je ta odpadni papir zbiral, smo zbrali 22 ton papirja. In jaz se tako malo pohecam, da 22 ton papirja je bil ustanovni kapital Mladinske točke, s katerim smo potem za sredstvi, ki smo jih za teh 22 ton prejeli, smo začeli v bistvu financirati naše programe. V kasnejših letih so pa potem svoj lonček pristavili pa tudi lokalna skupnost, občina, Mladinski center Krško, ki je zagotavljal sofinanciranje programov, in pa seveda domače gasilsko društvo, ki je pa svoj delež prispevalo k temu, da je omogočilo prostore. Tudi začeli smo v prostorih starega gasilskega doma. Ko se je gradil nov gasilski dom, so nam odstopili v bistvu eno celo nadstropje za delo z mladimi. In če primerjaš programe v smislu same izvedbe in pa širine v času, ko se je Mladinska točka ustanovila, pa vse do danes, kaj se je spremenilo? Je kaj na novo prišlo? Je kakšna stvar odmrla? Je kakšna stvar na novo zaživela? So mladi mogoče pokazali večji interes, kot je bil viden sprva na začetku? Kako je viden ta napredek skozi čas? V bistvu jaz mislim, da pri vseh prostovoljskih organizacijah in pri vseh prostovoljskih projektih si neizbežno povezan z nekimi nihanji, z nekimi vzponi in padci, tako kot v življenju. In tudi recimo pri Mladinski točki na začetku je bil ful močen zagon, pa je potem malo upadlo, pa je bil še enkrat zagon, pa je prišel drug vodja. Na začetku sem bil vodja Mladinske točke jaz, potem je bil drug vodja, pa je bil nek nov zagon, pa je bil tretji vodja, pa je bil nek nov zagon. In tako v bistvu vsak, ki se pridruži nekemu projektu, prinese neko novo stvar, ki da neko novo moč, nov zagon, in potem se čez neko časovno obdobje to malo ustali, malo umiri, pa potem spet neka nova ideja, ki vžge iskrico. In tako da ves ta čas, se pravi od leta 2003, 2004, ko smo ustanovili Mladinsko točko, so ta nihanja bila prisotna. In ta nihanja se poznajo tako na obisku, ki je več ali manj skozi leto konstanten, ampak se dogajajo nihaj navzgor, nihaj navzdol. Tisto, kar opažam, kar je bil, bom rekel, bistvena sprememba v delovanju, je, da smo recimo na začetku smo delali programe Mladi za mlade. Pa se to ni čist obneslo. Recimo, da so srednješolci delali programe za srednješolce. Ko smo obrnili in so začeli srednješolci delati programe za otroke, smo dobili ta prav efekt, zaradi tega, ker otroških programov so se otroci veliko bolj udeleževali. To pa je tem srednješolcem dalo zagon, motivacijo za to, da so pripravljali več programov. In smo na ta način dosegli, da so se pa oni skozi organizacijo dogodkov začeli učiti nekih neformalnih veščin, pridobivali izkušnje. In če pogledam danes te mlade, ki so v začetnih letih bili aktivni kot prostovoljci, danes so to ljudje, ki zaključujejo fakultete, iščejo svoje službe ali pa so aktivno zaposleni, so to ljudje, ki, če bi jih postavili v bok svoji generaciji, izstopajo. Zaradi tega, ker so si pridobili neke izkušnje, ki jih delajo bolj samozavestne, in jim to pomaga v vsakdanjem življenju. Tako da to mislim, da je tisti glavni doprinos, ki se je skozi leta razvoja pokazal kot prava smer. Katere so pa vsebine, ki so jih mladi kot ciljna skupina v Mladinski točki Veliki Kamen najbolj vzeli za svoje, so jih najbolj obiskovali oziroma so nekako med njimi najbolj priljubljene? Gre za, ne vem, primere. Recimo v zadnjem obdobju so bile precej popularne kuharske delavnice. Še prej nazaj so bili popularni Lego večeri. Danes Lego večeri niso več toliko zanimivi, se pojavljajo druge. Ne vem, na začetku so zelo, zelo pritegnili filmski večeri. Tako da vsako obdobje ima nekaj svojega, kar pritegne mlade.
Moram iskreno odgovoriti, da konkretno v tem trenutku pri Mladinski točki nisem toliko aktiven kot animator in ne bi mogel reči, kaj je tisto, kar danes pritegne mlade. Nekoliko sem stopil korak nazaj in bolj pomagam, sem samo bolj kot support. Ne vem, pri kakšnih razpisih, kot blagajnik društva vodim komplet finančno poslovanje, ker Mladinska točka sodi kot sekcija gasilskega društva, ni svoja pravna oseba. Tako da bolj pomagam z temi stvarmi, ki jih ne želimo, bom rekel, nalagati, birokratskih zadev, ki jih ne želimo nalagati mladim, da se bolj ukvarjajo s programi. Zdaj tu pa tam me kdo v šali pokliče, da sem stric iz ozadja v Mladinski točki. Na kakšen način ste pa pričeli pridobivati prostovoljce? Se pravi, osebe, kot si bil tudi ti sam, ki ste pričeli z oblikovanjem programov in jih potem ponujati mladim. Prostovoljno delo je v današnjem času vse bolj cenjeno, predvsem tudi zato, ker ga ni toliko, kot je bilo to nekoč. Ljudje imamo različne službe, različne obveznosti in za prostovoljno delo se res da odloča malo ljudi. Na kakšen način ste vi pridobili osebe, ki so to prostovoljstvo prepoznale kot nekaj, kar bo koristno za njih same, kot tudi za otroke oziroma mladino, s katerimi bodo delali? Jaz mislim, da z serijo projektov, ki so nadgrajevali drug drugega, kjer so ljudje začeli prepoznavati, bom rekel, vrednost programov, ki jih v nekem lokalnem okolju ustvarjaš. Se pravi, na začetku je bom rekel, je ideja tista, ki pritegne ljudi, potem pa tej ideji morajo slediti neki rezultati. In če rezultati so, to daje vzgled in sledijo ostali in prihajajo zraven, ne. Tako da, bom rekel, to skozi tako serijo dogodkov, ki jih nadgrajuješ, se utrjuje, bom rekel, tudi pripadnost nekemu društvu oziroma lokalni skupnosti, kjer ljudje te opazujejo in vidijo, nekaj se je dobrega zgodilo in to je pritegnilo, ne vem, 3 dodatne krajane, ki so prišli pomagati. In potem je to skupina. In ko ta skupina dobro dela, pritegne to nove ljudi. In potem je vedno več in več ljudi, ki so pripravljeni pomagati, zaradi tega, ker vidijo, da se stvari odvijajo, da se premikajo, da se nekaj v kraju dogaja. In to je neka taka pozitivna motivacija, ki razvija stvari naprej. Skratka, če se hoče, se da, in če je volja, potem se tudi pot najde, če je zgled takšen. Ja. Sandi, kdo te bo danes peljal domov? Ja, v bistvu jaz kar sam sebe okoli prevažam. Kar sam sebe. Ja. No, to vprašanje je v bistvu iztočnica, ker bomo sedaj v naslednjih trenutkih pogledali kratek odlomek oziroma kar celoten posnetek preventivne kampanje, katere idejni vodja oziroma zelo tesni sodelavec je bil tudi najprostovoljec v občini Krško v kategoriji nad 30 let, Sandi Lekše. Kdo te bo nocoj peljal domov, bomo pogledali najprej, kakšen je posnetek, potem pa bova s Sandijem spregovorila še kaj na to temo. Poglejmo si. Če vas mi peljemo, so lahko stroški zdravljenja tudi 20 000 evrov ali več. Če vas mi peljemo, vas stane najmanj 1200 evrov. Če vas mi peljemo, vas lahko stane 20 evrov. Če vas mi peljemo, Sandi, odkje je prišla ideja za izdelavo tega posnetka, v katerega je vključena bolj široka skupina, različne službe, od pogrebne do policije, do taksi službe, reševalne službe. Skratka, zelo zgovorno sporočilo, ki pa je tudi naletelo na zelo odmeven odziv, ne le v Posavju, pač pa tudi širom Slovenije.
Ta ideja se je, mislim, da rodila predvsej spontano. No? Kot organizatorji Koprivniške noči smo razmišljali, kje lahko premaknemo še meje, da bi Koprivniško noč predstavili širši Sloveniji. In smo rekli, da bi mogoče to lahko bila kakšna širša zgodba, ki bi pa tudi ozaveščala obiskovalce prireditev o neki drugi plati, kjer si v bistvu vedno želiš, da tisti, ki pride na tvojo prireditev, da pride tudi varno domov. Da ni zdaj samo pridemo tam, imamo se fajn, potem nam je pa vseeno, kdo in kako pride domov, na kakšen način. In ja, slišali smo zgodbe, kjer so ljudje zaradi tega, ker so preveč pogledali v kozarec, imeli težave po prireditvi. In tega si mi vsekakor ne želimo. Zato smo rekli, dajmo tem obiskovalcem še en premislek, da preden grejo na prireditev, da si zagotovijo, da se dogovorijo z nekom, da bo pa, ne vem, ali na prireditvi ostal trezen in ne bo pil tisti večer, ali pa bo pripravljen in bo po prireditvi prišel, naložil zbrano družbo, jih odpeljal domov, zato da ne bi imeli nepotrebnih težav. Tako da precej spontano se je to dogajalo. Bil je pa tudi vidik tega, da smo želeli tudi samo Koprivniško noč narediti bolj prepoznavno. In z eno tako skozi neko zgodbo je to veliko lažje narediti, kot pa ne vem, zgolj samo z nekim oglaševanjem dogodka, ker vemo, da ljudje imamo oglaševanja vse posod dovolj in smo nekako ratali imuni. Tako da smo se malo vprašali, kje bi pa lahko spet doprinesli k nečemu zraven. To smo spremenili v zgodbo. Ja, ta zgodba je pa naletela na bistveno boljši odziv, kot smo ga pričakovali. Je pa mogoče k temu pripomogla tudi ta čustvena nabitost, posebej kar se tiče tega pogrebnega dela, res v najbolj črnem scenariju, da se lahko stvari res tragično končajo, če človek ne premisli, na kakšen način bo nekdo nekoga odpeljal domov. In mogoče je ravno ta čustvena komponenta najbolj prepričala tudi gledalce samega tega videoposnetka, da so nekako ozavestili, da je le mogoče bolje dvakrat premisliti, preden pa netrezen sesti za volan. Sigurno. Dobivali smo odzive nazaj, da ljudje ob gledanju tega posnetka, se pravi, ko se posnetek zaključi, ker se lepo, pač zgodba se razvija skozi reševalca, policista, taksista, na koncu do pogrebnika, ta nedokončanost njegovega stavka in tista tišina definitivno povzroči trenutek razmisleka. In marsikdo nam je javil, dobil sem kurjo polt, ko sem to videl. In v bistvu to je tisti efekt, ki ga želiš doseči. Da se človek zamisli. In zdaj ta posnetek si je, ne vem, v prvih nekih dneh pogledalo prek 150,000 ljudi iz vseh Slovenije. Tisto, kar nas je najbolj presenetilo je, pa tudi kar sam na začetku nisem verjel, je, mi smo se odločili, da ta projekt predstavimo na novinarski konferenci. In sklicati novinarje iz celotne Slovenije na en veliki kamen je, bom rekel tako, malo da ne... Utopična ideja, mogoče z prvega. Ja, točno to. Kdo in zakaj bi hodil na veliki kamen. In presenetilo nas je, da je na to novinarsko konferenco prišlo veliko število novinarjev. Če te smem prekiniti, so ti novinarji pogledali posnetek, preden so prišli na novinarsko konferenco, ali ste jim ga predvajali na samem kraju? Ne, predstavili smo jim ga na novinarski konferenci. Prej ga niso videli. Vse, kar smo jim predstavili, je, da delamo kampanjo, preventivno kampanjo, ki sloni na vzoru angleške preventivne kampanje Who Will Take You Home Tonight, ki je naredila zelo velik odziv v tem prostoru severne Evrope. Tudi potem se je razširila v skandinavske države. Vendar pa so te države to kampanjo gradile več ali manj na plakatih in fotografijah, kjer uporabijo te 4 glavne akterje z geslom, kdo te bo peljal nocoj domov.
Mi smo pa potem to komponento nadgradili, naredili smo osnovno sliko, ki jo uporabljamo. Se pravi, to je ta fotografija, kjer so vse interventne službe in pa potem tudi taksist in pa pogrebnik predstavljena. Smo nadgradili v video. Namreč v dobi socialnih omrežij ima video danes bistveno močnejšo moč, sporočilno vrednost, in ko smo to prenesli, je bil to mogoče nek pravi miks. V bistvu, da je novinarje pritegnilo, da si pridejo pogledat, kaj to je, zanimale so jih stvari in potem smo v bistvu vsi skupaj ponesli to zgodbo celotni Sloveniji. Kako številčna pa je bila ekipa, ki je sodelovala pri tem projektu, vse od priprave videospota do oglaševanja, do sklicanja novinarske konference? Skratka, vse, kar se tiče tega projekta, je verjetno velik zalogaj in je potrebovalo tudi veliko glav in veliko rok. Je v bistvu dve roki, bi bolj rekel, no. Nekje, zdaj bom rekel približno, ker točnega števila ne vem, ampak nekje 10 ljudi se je angažiralo na tem področju. Od tega, da smo speljali snemanje, da smo pripravili vabila, da smo pripravili izjave za javnost, vsa gradiva, ki so potrebna, promocijski material, plakate in tako naprej. Ker to je bil en ožji segment ljudi, ki sodeluje pri organizaciji same Koprivniške noči. Tako da sama Koprivniška noč ima dosti širšo ekipo, več ljudi. Tukaj je pa en segment teh ljudi se odločil, ok, dajmo sprobati pa še s to zgodbo in nekaj narediti s tem. Pa ste poskušali potem morda to gradivo, kakšne letake, prenesti tudi na druge prireditve, ne samo na Koprivniško noč, ki jo vi pripravljate v svojem lokalnem okolju, ampak da bi mogoče tudi na nivoju širše v občini nekako potrkali na vest obiskovalcev prireditev, sploh tistih bolj množičnih, da je treba premisliti, predno se odločimo, na kakšen način bomo šli domov. Smo. Občina Krško je potem to našo kampanjo uporabila v nekaj njenih prireditev, ki so jih organizirali potem za nami, tako da se je preneslo. Šli pa smo tudi na pogovore Agenciji za varnost v prometu, kjer smo se pa začeli pogovarjati, da bi mogoče to kampanjo naredili tudi vse slovensko, kjer pa dokončnega odgovora še nimamo, ampak letos sem videl, da je agencija naredila podobno kampanjo na temo hitrosti. Pred kratkim je bila njihova nacionalna kampanja na temo hitrosti odzunaj, kjer uporablja te 4 akterje, ki osveščajo ljudi, da mogoče je fajn kdaj dati nogo dol z gasa. Tako da so prenesli ta model in prej ali slej bo tudi prišlo do tega, da ko bomo prišli pa na področje preventivne kampanje, kar se alkohola tiče, da bomo verjetno obnovili pogovore in se začeli pogovarjati o tem, kako to kampanjo uporabiti tudi širše. Skratka, imate drva še v žerjavici. Ja. Ko smo omenila prej Koprivniško noč, dejansko je projekt nastal v sklopu te Koprivniške noči, ki je, lahko rečemo, zdaj že tradicionalna, zajema pa zelo široko področje oziroma nudi različne vsebine obiskovalcem, od športnih do družabnih do kulturnih. Kaj vse na minulih Koprivniških nočeh ste že ponudili obiskovalcem, mogoče če lahko izdava tudi gledalcem, kaj se pripravlja za letos. Skratka, Koprivniška noč je projekt oziroma dogodek, ki je naletel na dober odziv v širši občini, ne samo v krajevni skupnosti v Koprivnici. In glede na to, da so vsebine zelo raznolike, so tudi obiski verjetno precej številčni. Koprivniška noč je, bom rekel, zanimiv fenomen, kaj lahko nastane v nekem lokalnem okolju, če pride na kup prava ekipa ljudi. In pač pri nas so se te stvari nekako poklopile, zložile.
Pred leti nam je turistično društvo ponudilo, da bi organizirali prireditev v sklopu praznika krajevne skupnosti, ker so oni prejšnja leta pripravljali tradicionalne vaške igre. In ko so gasilci rekli, da ja, smo potem zelo hitro prišli na idejo, da bi ta dogodek poimenovali Koprivniška noč. In v bistvu letos imamo sedaj dvojno obletnico, imamo 5. Koprivniško noč in 20. tradicionalne vaške igre. In dogodek je skozi leta se nadgrajeval. Želeli smo, da dogodek obiskovalcem ponudi več kot pa zgolj mogoče gasilsko veselico. In bom rekel, to je neka nit, ki jo zdaj skozi leta prepredamo. Vsako leto smo dodali k temu neko gledališko igro oziroma stand-up show, kjer so bili naši gostje od Matjaža Javšnika, Ranka Babiča, lani Tadeja Toša. Letos se borimo še za eno znano ime, ki ga v tem trenutku še ne smem izdati, ker ga ne morem potrditi. Ampak ja, v upanju, da v kratkem dobim potrditev, bo letos v Koprivnici še eno znano ime slovenskih odrskih desk, tako da se veselimo njegovega nastopa. Vkolikor ne, pa se odločamo, da bi letos dali priložnost kakšnemu domačemu kulturnemu društvu, ker imajo kulturna društva v občini Krško zelo pestro bero zelo zanimivih iger in v končni fazi bi bilo prav, da se mogoče tudi kakšno predstavi na enem takem dogodku. Ena izmed funkcij, ki jo opravljaš, je tudi predsedovanje kulturnemu društvu Antona Aškerca v Koprivnici. Kako si se znašel v tej vlogi? Si kulturno bil od nekdaj navdahnjen? Si takšen postal skozi čas? Je to funkcija, ki te je potegnila v te vode zaradi tega, ker si organizacijsko nekako vešč teh zadev? Kaj te je pripeljalo do te funkcije? Mogoče to, da sem že v lanskem letu, če se navežem nazaj na Koprivniško noč, sam pri sebi razmišljal, da bo nekje po 4 letih vodenja Koprivniške noči, da bo tega nekako dovolj in da se bom kot vodja Koprivniške noči počasi umaknil, da je čas, da to še kdo drug prevzame. In na srečo imamo zelo dobro ekipo in tudi ljudi, ki so pripravljeni take naloge prevzemati. Tako da letos imamo novega vodja, katerem bom tudi osebno pomagal, da ta prireditev čim bolj uspe. To je tista trdnost ekipe. In v bistvu, ko sem to gledal, na drugi strani je bilo v kulturnem društvu pa mogoče malo bom rekel, dolgega predaha in iskanja smeri, kam bo kulturno društvo v bodoče šlo. In sem nekako, ker sem že prej bil član tega društva in aktiven pri literarni sekciji pa dramski sekciji, sem potem rekel, ok, mogoče je pa to nekaj, kjer lahko za svojim znanjem prispevam, pa nekako poženem stvari naprej, ker je bilo kulturno društvo res nekje tako na enem prehodu, ali bo ostalo v bodoče ali ne. Smo pa v lanskem letu praznovali tudi 60. obletnico in se mi je zdelo, da bi bilo škoda, da bi, ne vem, ena taka točka v kraju zamrla. In nekako z podporo ostalih, ki so obljubili svojo pomoč, je to nekako prevagalo, da sem dal svoj ja in da se zdaj trudim skupaj z ekipo kulturnikov pri nas stvari zagnati na novo in stvari tudi nekako se zdaj razpeljujejo. Imeli smo prve literarne večere, Vezilje so zelo aktivne z svojimi izdelki, trenutno jih razstavljajo na gradu Podsreda do sredine junija. Tako da se stvari
premaknejo naprej. No, pa ko si ravno omenil vezilje, pa da se za trenutek odmakneva od tebe, da ne boš, ker sva le tekom celotnega pogovora osredotočena na tebe in na tvoje delo, pa ko si ravno omenil vezilje, ravno v tem času je odprta bila razstava, na kateri je glavna zvezda pa tvoja mama kot vezilja oziroma kot izdelovalka ročnih del. Tudi na sami otvoritvi razstave si ti za obiskovalci podelil nekaj besed, pa reciva še kaj na to temo. Joj, kaj naj rečem? Moja mama je vezilja od malih nog. To je njen hobi, njena strast in v bistvu si je že dlje časa želela, da bi pripravila eno samostojno razstavo. In nekje v lanskem letu je bila sprejeta ta odločitev, da jo bomo pa enkrat to željo speljali do konca, uresničili. In prejšnji teden smo naredili otvoritev, ki je bila lepo obiskana, tako da to je njen, bom rekel, lahko bi imenoval to opus njenih del, ki jih je ustvarjala praktično, mislim, da skoraj 55 let. Koliko se pa del, je kdo si kdaj vzel čas in preštel vsa ta ročna dela, ki jih je izdelala? Koliko se jih je nabralo skozi dejansko pol njenega življenja ali celo več? Številčno ne bi mogel odgovoriti, si mi dala iztočnico, da grem in preštejem. Ampak napolnili smo, tako prvotno je bil mišljen en prostor, kjer bomo to razstavili, pa smo zelo hitro ugotovili, da bo premalo. In potem smo ugotovili, da bosta dva prostora premalo in na koncu smo bili kar precej v strahu, kaj bo, če bo še tretji prostor premalo. Tako da zdaj so tako trije precej veliki prostori, polni njenih del, postavljeni na ogled. Kaj še bo, pa še ne vem, ker ona pač še vedno ustvarja dalje. Je pa mogoče tukaj malo tistega, ona ima pač izjemno vztrajnost pri stvareh, ki jih počne, pa je mogoče to nekaj, kar se je prenašalo, da jaz to vztrajnost si v genih dobil za sebe, za svoje življenje. Tako. No in tako kot ima tvoja mama svoj hobi, svojo strast oziroma svoj konjiček v vezenju, v izdelovanju ročnih del, kaj pa tebi nekako zapolnjuje tisto malo prostega časa, verjamem, da ga ni veliko ob vseh teh funkcijah, ki jih imaš, pa pri vseh projektih, pri katerih doprinašaš svoje znanje, svoje izkušnje, kaj tebe nekako sprosti, obogati, ti daje zagon za nove ideje, nove projekte? V bistvu sicer jaz vse te hobije, ki jih imam, na njih gledam kot na moj prosti čas. To ni nekaj, kar mi predstavlja breme. Rad počnem, rad ustvarjam, rad kreiram neke različne projekte, nekaj gradim, postavljam gor, spravljam skupaj. To je nekaj, kar mi je izziv, kar mi je nekako v krvi. In dokler ta izziv imam, to z veseljem počnem. Sicer pa, če bi pa rekel neke vrste odmik, je pa mogoče eno nasprotje mene, kjer sem pa karakterno precej, kako bi temu rekel, puščavnik. Potrebujem svoj čas za samoto. Se pravi, prostor, kamor se lahko umaknem, kjer sem lahko sam, kjer zberem svoje misli. In bom rekel, v tem prostoru ali pa v tem prostem času mi pa potem definitivno pomaga meditacija, s katero se pa ukvarjam praktično že skoraj 20 let, praktično od osnovne šole naprej. To je pa tam, kjer se jaz regeneriram, obnovim, bom rekel, svojo moč, da lahko grem naprej. Sicer pa za hobi se kdaj usedem na motor. Enkrat v prihodnje si pa želim, da bi mogoče tudi kdaj poletel. Sicer sem že poletel, tudi pilotiral sem že samostojno, vzletal in pristajal z športnim letalom. Nisem pa zaključil izobraževanja, to je nekaj, kar je na moji listi kakšnih projektov za v bodoče.
Skratka, imaš visoko leteče načrte v dobesednem pomenu. Omenila sva v sklopu tvojega udejstvovanja na različnih področjih tudi vključenost v kinološko društvo v Brežicah, kjer si ravnokar v procesu šolanja za vodnika reševalnega psa. K temu te je najbrž pripeljala ta tvoja strast delovanja v sistemu zaščite in reševanja, pa tudi to, da imaš lastnega psa in si želel to nekako skupaj združiti. Ja, res je. V bistvu lansko leto je v našo družino prišel nov član, 4-nožni, sedaj je star 10 mesecev, Kalel, to je tak prisrčen border collie, s katerim sva se karakterno zelo našla, ker sva oba precej tako hiperaktivna. In v bistvu takoj po tistem, ko je prišel k hiši, je sledilo vprašanje, kdo bo zdaj tega psa šolal in na kakšen način. In ko sem razmišljal o tem, da bom v vsakem primeru veliko časa porabil za to, da psa primerno in socializiram in šolam in tako naprej, sem začel razmišljati, zakaj ga pa ne bi šolal za nekaj, kar lahko koristi tudi ostalim. In nekako naključje je hotelo, da sem prisostvoval še enem od TEDx dogodkov v Krškem, ki se je zgodil, kjer so izmed predavateljev bili člani kinološkega društva Izar, ki so predstavili svoje delovanje. Jaz sem se nad tem navdušil, nad tem, da bi moj pes postal reševalec. In zdaj imamo ta usposabljanja, te treninge, k njim sem se prijavil. Je pa res, da v nasprotju z mojim prvotnim prepričanjem, kjer sem mislil, da bom v osnovi šolal psa, sem ugotovil, da pes potrebuje zelo malo šolanja, njegov lastnik pa bistveno več. In več potrpežljivosti pa vztrajnosti. Ja, definitivno. Eden od izzivov za naprej, ki je v bistvu osredotočen na živo bitje, ne toliko na projekte. Ja. Če se pa sedaj še dotakneva malo tvojega naziva, ki si ga prejel strani občine oziroma strani glasovalcev. 7 vas je bilo kandidatov, ki ste bili na listi oziroma predlagani za prostovoljce leta. Ti si bil tisti, ki je osvojil ta laskavi naziv in v vsakem primeru, kakorkoli obračava, to je nekako nagrada za tvoje delo strani neke institucije, pa mogoče tudi motivacija za nadaljne delo. Kako ti gledaš na to, kakšen je tvoj odnos do tega priznanja, ki si ga ravnokar prejel? Ja, tisti, ki me dobro poznajo, vedo, da v preteklosti, še kot mlajši, sem bil na nek način precej nenaklonjen takšnim in podobnim nagradam. Razlog je v tem, da moja motivacija za prostovoljno delo izhaja iz drugih vzgibov, ne iz nagrajevanja, ne iz priznanj. Ampak ker sem pred leti imel podobno izkušnjo, ker so me predlagali, pa sem se temu malo da ne uprl in sem potem opazil, da so ljudje odreagirali užaljeno, sem sam pri sebi rekel, dovolim si sprejeti tako priznanje, nagrado v končni fazi, če ljudje smatrajo, da so projekti, ki jih počnem, tisti, gonilci, razvoja prostovoljnega dela. Tako da sem to nagrado, bi lahko rekel, samo hvaležno sprejel. V smislu, da mi je všeč, če ljudje opazijo dodano vrednost v tem za neko lokalno okolje, ampak sam pri sebi nikoli ne vidim teh dosežkov kot mojih lastnih, ker to niso. Ker vsi projekti, ki sem jih kadarkoli do zdaj počel, so bili plod timskega dela. In mislim, da redko kater, ali pa če bi rekel, da nobeden od teh projektov ne bi uspel, če ne bi bili zraven ljudje, ki so te ideje podpirali, ki so jih podprli, prepoznali in bili pripravljeni tudi iti zraven, bom rekel, v špil in nekaj narediti za to.
In tukaj je pa tisto razumevanje med ljudmi, ekipa, ki pripelje potem do rezultatov. Ker posameznik en sam ne more prav veliko narediti. Tako da več ali manj te nagrade jaz pripisujem zasluge ekipam na posameznih področjih, s katerimi sodelujem, oziroma ljudem, s katerimi sodelujem, ker to so ljudje, ki vlagajo veliko svojega truda in bi si v končni fazi tudi oni zaslužili naziv najprostovoljca. Ker vsako delo, prostovoljno delo, nekaj, kjer ti postaviš v ozadje, ne vem, postaviš nazaj neke druge stvari, v končni fazi malo postaviš nazaj svoje privatno življenje, svoje poslovno življenje in tako naprej in narediš nekaj za družbo, je nekaj, kar šteje danes. In mogoče si mislim, ok, če že dobiš tako nagrado, je mogoče to samo spodbuda nekomu drugemu, oziroma bo mogoče rekel, nekdo drug rekel, mogoče lahko pa tudi jaz kaj več doprinesem, ker mislim, da vsakdo lahko. Pa tudi, ko deluješ v eni taki ekipi, se da marsikaj narediti in je to potem nek motor notranjega zadovoljstva za to, da ti delaš naprej, ne pa nagrada sama. Potem ne bova brcnala v temo, če rečeva, da dejansko nagrada, ki si jo prejel, najprostovoljec leta, da je posvečena vsem ljudem, s katerimi ti tesno sodeluješ pri vseh projektih, katerih se lotevaš. Definitivno. V svojih srednješolskih letih si se ob šoli in ob učenju preizkusil tudi v radijskih vodah. Kako ti je to spoznavanje medijskega sveta iz tega vidika dalo izkušnje oziroma samozavest, da si potem to s pridom lahko izkoristil v nadaljnem življenju, pri nadaljnih izzivih v življenju? Ja, to so bila leta, ja. Radijsko delo, tako kot marsikaj drugega, mi je bilo izziv. In sem ga z veseljem opravljal in mi je bilo bistveno lažje, kot naprimer v tem trenutku sedenje pred kamero. Za kamero nisem si bil nikoli nek dober prijatelj. Pred kamero stopim takrat, ko bom rekel, je res potrebno. Sicer pa bistveno raje za mikrofon. Ima nek svoj poseben čar, ki se ga nalezeš, ki ti izleze pod kožo. Mi je pa pomagalo v bistvu pri tem, da sem se naučil skozi radijski govor, potem, ne vem, napovedovanja prireditev. Napovedovanje prireditev mi je pomagalo mogoče pri tem, da sem premagal strah pred javnim nastopanjem. In potem eno z drugim pomaga, da lažje, ne vem, predstavljaš projekte, ne. Jaz recimo osebno zelo veliko pozornosti namenim temu, da projekte, ki jih počnemo, da jih skušamo tudi javno predstaviti, pokazati navzven. In vedno, ko pride do tega, je težava v tem, da ko rečeš nekomu v društvu, da bi kaj povedal, ne vem, pred mikrofonom, pri medijih, vsi zbežijo stran. In jaz sem na nek način pri sebi pol to rekel, ok, v redu, stopim jaz, predstavim društvo, povem za ta projekt in tako naprej, čeprav se ne rad tako zelo izpostavljam. Vedno raje govorim o projektih, ki jih počnemo, o društvu, s katerim nekaj počnemo, kot o sebi. Je pa izkušnja z radijskim mikrofonom pripomore k temu, da ta strah ostane nekje zadaj, pa rečeš, ok, vse v redu, preživel boš, noben te ne bo ugriznil od vseh tistih, ki te gledajo, poslušajo, opazujejo. Tako da je nekaj, kar ti pomaga stopiti, povedati nekaj, ne da bi se ti glas tresel vmes. No, pa še za zaključek, da bova sklenila najin pogovor z
oziranjem v prihodnost, na kakšen način vidiš samega sebe oziroma svoje delovanje društveno, poslovno, zasebno čez 5 ali 10 let? Kakšne so tvoje ambicije, načrti, tisti, ki jih boš zaupal nam, gledalcem? Ja, zelo dobro vprašanje, na katerega nimam pravega odgovora. Sem bolj človek sedanjega trenutka. Pri tem tudi recimo mi pomaga meditacija, osredotočam se na tukaj in zdaj, na življenje samo, z ne preveč oziranja v preteklost, bom rekel, ne več kot je potrebno, in z ne preveč oziranja v prihodnost, zopet ne več kot je potrebno. Tako da neke hude ambicije ali pa v končni fazi tudi skrbi za prihodnost prepuščam, da ne grejo tam, kamor morajo, in se osredotočam bolj na tukaj, zdaj, ker si ne želim, da bi mi življenje nekako spolzelo skozi prste. Raje vidim, da ga v polnosti živim z ljudmi, ki so okoli mene in jih imam zelo rad, ker se mi zdi, da v današnjem času, ko je tempo izjemno hiter, bi to, da bi se obremenjeval s tem, kaj bo, če bo, ko mogoče bo, potrata časa. Lepo, potem si človek dejansko, ki se lahko poistoveti z latinskim izrekom, znanim skorajda vsakemu gledalcu, carpe diem, se pravi, uži dan, živi za ta trenutek. Ja. Sandi, hvala lepa, da si vzel čas in kljub svojim številnim obveznostim in dogovarjanjem tudi v smislu Koprivniške noči, ki bo kmalu prišla, da si vzel čas in se oglasil tule v studiu, da sva opravila ta pogovor, in želim ti veliko uspeha in veliko dobrih projektov tudi v bodoče, ki jih boš svojo ekipo nedvomno še nadaljeval in tudi na novo ustvarjal. Hvala za povabilo, bi pa izkoristil to pač, da kot prostovolec povabim druge občane v občini Krško, da se nekam vpišejo, če še niso. Saj ni pomembno kam, pač nekam, kjer bodo lahko izražali sebe, svojo kreativo, svoje potenciale, se razvijali in pa pripomogli k nekemu skupnemu, boljšemu jutri nas vseh. Lepo, lepa misel za zaključek. In tako smo, drage gledalke in cenjeni gledalci, pripeljali do konca še eno oddajo, junijsko obarvano do konca. Hvala lepa, če ste bili z vami, in za zaključek vam seveda skupaj z našim današnjim gostom Sandijem Lekšetom polagava na srce: naredite dobro delo, bodite v duhu prostovoljstva nekje koristni, otrgajte si čas in ta trud, ki ga boste vložili, bo vsekakor otehtalo zadovoljstvo, ki ga boste občutili v sebi, ko bo delo opravljeno in bo družbena koristnost občutna. Lepo se imejte do prihodnjič in vidimo se znova prihodnji torek ob 8:30. Lahko noč.